Pozdravljeni! Pred nami je zadnji brifing, prispevek, v katerem so združeni podatki iz prostih treningov ter kvalifikacij in seveda na podlagi le-teh upam, da bomo vsi skupaj bolje razumeli, kaj lahko pričakujemo od prihajajoče velike nagrade Bahreina. Kot ste že verjetno navajeni, tudi letos bodo zadnji briefingi razdeljeni na tiste običajne segmente. V prvem delu si bomo ogledali same kvalifikacije, v drugem se bomo pogovorili o ritmu posamezne ekipe, v tretjem, seveda zadnjem delu, pa bom podal tiste moje osebne napovedi glede možnih strategij. Začnimo pri kvalifikacijah, kjer verjetno marsikdo izmed vas je pričakoval nekaj več, predvsem strani Aston Martina ter Fernanda Alonsa. A ukolikor se spomnite mojih predhodnih prispevkov, sem bil malce skeptičen. Res, Aston Martin je dober bolid, ampak izgleda, da ne tako dober, kot so nekateri pokazali na prostih treningih. Zakaj je v resnici šlo? Pri Aston Martinu in Fernando Alonsu so lahko imeli prazne rezervoarje za gorivo, pri konkurenci pa kakšen kilogram goriva več. Videli smo lahko, da Red Bull je še zmeraj tisti bolid, kateri je najhitrejši med vsemi. In to je bilo razvidno že iz zimskega testiranja, ko so čase postavljali zlahka. In rad bi poudaril še nekaj. Namreč pri Red Bullu do sedaj so bili najhitrejši na vseh treh tipologij pnevmatik. Torej, lahko vidimo, da z bolidom RB19 je zopet ekipa z Milton Keynesa vrgla rokavico v obraz vsem. Z njimi Ferrari. Njihov zaostanek je precejšen. In tu je treba dodati še nekaj. V primerjavi z ostalo konkurenco pri Ferrariju so opravili bistveno več krogov, kar je tudi pokazatelj določenih težav. In treba je dodati, da ukolikor pogledamo tudi malce točneje analize, lahko vidimo, da Ferrari ima težave v obratu. Namreč v počasnih ovinkih, kot vidimo na tej simulaciji, je prav Ferrari SF Mišljaj 23 slabši od tistega, kar bi lahko pričakovali od te ekipe, medtem ko v tistih hitrejših ovinkih in ravninah seveda je bistveno boljši. In to potrjuje tisto, kar smo govorili v preteklih prispevkih. Na to seveda imamo Aston Martin in Mercedes. Dokaj skupaj, kar je po svoje tudi logično, namreč pri ekipi Aston Martin uporabljajo pogonske sklope ter menjalnike Mercedesa. In sedaj tu bi vam rad pokazal tisto uradno simulacijo teh kvalifikacij. In videli boste, da zaostanki in približno vrstni red so točni. Torej, izjemno kvalitetno napravljena simulacija, kjer smo tudi videli, da ekipa Haas zna biti izjemno konkurenčna. In videli smo Hülkenberga v zadnji deseterici, pustimo, da ni napravil časa, ampak vseeno bolid je pravi. Lahko bi dejali, da na tokratnih kvalifikacijah smo dobili nekako potrditev, da pred tem so se mnoge ekipe, beri Red Bull, šle malce skrivalnice. A verjetno je bil marsikdo izmed vas tudi razočaran. Mene osebno so najbolj razočarani pri McLarenu in menim, da tudi Pierre Gasly bi moral pokazati bistveno več.
ostali po pričakovanjih, kjer bi lahko dejali, da pri ekipi Williams so enkratno izkoristili težave, ki so jih imeli ostali. Tako z Aleksandrom Albonom kot Loganom Sargent. A sedaj, ko smo videli malce tisto razmerje moči na samih kvalifikacijah, je prav, da si ogledamo tudi ritem, ki ga lahko pričakujemo na sami veliki nagradi. In če je bila simulacija kvalifikacij točna, ne vem, zakaj ne bi smela biti točna tudi simulacija same dirke. Zato lepo vidimo, da Red Bull tu prednjači pred Ferrarijem, ki zaostaja za slabo polovico sekunde. Na to dobro polovico sekunde za Red Bullom, v bistvu skupaj Mercedes in Aston Martin. Vsi ostali razporejeni z zaostankom od sekunde do sekunde 0,2 za vsemi. In torej zopet vidimo, da tisto razmerje moči, ki smo ga videli na kvalifikacijah, se je preneslo tudi na sam ritem dirke, kjer pa so razlike med preostalimi tako majhne, da tisti čas, ki so ga pokazali pri ekipi Haas, ni tako bistven, kajti vsi ostali z majhno izboljšavo, z recimo malce boljšo strategijo, jih lahko zlahka prehitijo. A vidimo lahko zopet, da pri Aston Martinu tudi na tem področju niso tako spredaj, kot bi si morda mislili. In sedaj, ko imamo to razčiščeno, je treba tudi malce razumeti, kakšne bi lahko bile možne strategije. Kot običajno priznavam, da nisem imel ne možnosti ne časa pogledati, kaj so pisali preostali avtorji, da so te strategije plod mojega razmišljanja, ki je lahko napačno. Seveda v drugem delu komentarja bomo primerjali mojo teorijo s tistim, kar je napovedal Pirelli, in seveda z onim, kar so pokazale ekipe na sami progi. A po mojem videnju je tu vse odvisno od tega, kako bodo razne ekipe imele težave z določeno mešanico. Namreč, treba je poudariti, da nimamo samo tiste nove mešanice C1, ampak imamo tudi novo konstrukcijo pneumatik. Ukolikor bodo ekipe v težavah, predvidevam, da bodo začele na pneumatiki soft odpeljale okrog 10 krogov in na to 2 posamična dela na pneumatiki hard, ki bosta dolga 23 oziroma 24 krogov. In po mojih statistikah mnogo ekip ima v svojem izboru za samodirko še 2 nikoli rabljena kompleta pneumatik hard. Na to je tista srednja varianta, zopet s 2 postankoma, začeti na soft približno 13 krogov, na to medium 18 krogov in hard 26 krogov. In zopet po mojih zapiskih, prav vsi vozniki imajo samo en set pneumatik medium, ki je popolnoma nov, rabljenega nobenega. In na koncu še tista strategija, ki je najbolj drzna, najhitrejša, a predvidevam, da se jo bodo lotili le oni, ki sploh nimajo težav. 2 dela na pneumatiki soft, okrog 15 krogov, morda lahko še kaj več, in na to morda pneumatika hard za 27 krogov ali celo medium, ukolikor bosta prednja 2 dela malce podaljšana in bo tisti zadnji del dovolj kratek, da bo ta pneumatika srednje trdote pač napravila svoje. A seveda, kot sem vam povedal, moja teorija, ki je lahko popolnoma zgrešena, o tem v komentarjih. A vseeno, videli smo, da pri Aston Martinu so lahko malce bolj napenjali mišice in pri ostalih ekipah so se malce bolj skrivali. Vidimo lahko, da Mercedes in Aston Martin so tam, Ferrari pa ima očitne težave, ima možnost razvoja, ampak še ni na nivoju Red Bulla. A seveda, kar se tiče našega zadnjega briefinga, bo to vse. Malce več o razmerju moči bomo seveda videli po sami veliki nagradi, a o tem v komentarju.
Za danes le hvala za vašo pozornost in nasvidenje.